Živijo, torej naši podcasti so že kar dobro zaživeli in se spomnim, da ko sem jih začela pripravljati, da je to bil en velik izziv, en kup enih načrtov, idej sem imela, kako bo vse to izgledalo, pa se je potem čisto drugače odvilo. In tudi res je, da se še z vsakim podcastom zdaj na novo učim in izpopolnjujem, zato da bom res dala čim več in čim boljše od sebe. In tudi moja današnja gostja bo govorila o eni taki podobni temi, in sicer o tem, kako se mi pripravljamo na neko novo rojstvo, na novo življenje, čez katere vse faze ali pa obdobja ali pa izzive moramo mi iti, preden se rodi nekaj novega. Moja gostja je z mano že drugič, to je Polona Zabret, diplomirana babica, ki je že med študijem imela prakso v porodnem bloku. Zdaj pa dela v ginekološki ambulanti, kjer se tudi vsak dan srečuje z nosečnicami. Polona, pozdravljena. Živja, lepo je biti nazaj. Ja, lepo te je imeti nazaj. Že prvi podcast je bil očitno s temami ful zanimiv in je dobil kar veliko ogledov. Tako da verjamem, da jih tudi danes ne bova pustila teh gledalcev lačnih, ampak da jim bova dale veliko enih stvari za razmišljati. Ja, upam. Ja, zdaj to prvo vprašanje, ki ga ponavadi postavim gostom, kaj je intima, sva midve že v bistvu enkrat odgovorile. In se mi je zdelo danes tako, da bi bilo zanimivo ti postaviti en malo drugačen izziv, in sicer, kaj se tebi zdi najbolj intimna stvar pri nosečnosti oziroma pri porodu? Najbolj intimna stvar se mi zdi glih ta tranzicija neke ženske do matere. Pač kako par kot moški in ženska med nosečnostjo doživita toliko enih sprememb, se navajata na novo bitje in pač pričakujeta ga v bistvu, čeprav ga še nikoli nista videla, dobro, če odmislimo ta ultrazvok pa te sodobne preiskave, ga začneta res čutiti, ga imeti rada, mogoče celo ljubiti tega otroka, pa ga v resnici še nista videla v živo. In ko se zgodi porod in ko starša zagledata tistega otroka, se mi zdi, da se zgodi res ena sprememba. Sploh to opazim pri ženskah, ko se jim takoj vklopi tisti materinski nagon, primejo svojega otroka tako brez problemov, čeprav prej še niso držale nobenega dojenčka v življenju, in želijo zanj res najboljši začetek na svetu. Tako. Pol pri očetih se mi pa zdi, da mogoče med nosečnostjo se dojemajo tega otroka, ampak drugače kakor ženske, še vseeno oni ga ne čutijo v telesu svojem. In ko se zgodi porod in ko vidijo svojega otroka, so toliko ponosni, da je to res lepo, in se mi zdi, da ta prvi pogled na otroka po rojstvu je najbolj intimna stvar, kar si jo jaz znam predstavljati. To je. Ja, jaz opazila, kako močno se očetje spremenijo in je zanimivo, ker nimajo toliko tega intenzivnega, direktnega pripravljanja na porod pa na novo bitje, ampak vsem bolj, ko pride ta dojenček, se pa kar, prav tudi moškim se mi zdi, da se spremeni njihova osebnost in da kar naenkrat ratajo tisti tako ena skrbna opora, ki so tam zraven, ki želijo biti vključeni, in jih je prav zanimivo v tem, res opaziti, kako se prav osebe spremenijo, ne sam naziv, da si postal starš, ampak dejansko se prav izoblikuješ v nekaj novega. No, saj, če mogoče postavim še jaz tebi eno vprašanje, enkrat za spremembo. Ti tudi verjetno spremljaš kakšne pare med nosečnostjo, ne? In tako se mi zdi, da nekateri pari šele takrat, ko pričakujejo rojstvo svojega otroka, dojamejo, da nekaj ne štima v vezi ali pa da imajo neke določene pomanjkljivosti v vezi. A se ti zdi, da je tega veliko, pa kaj se lahko, kaj v tem primeru svetuješ? Ja, mislim, da se pari takrat srečajo z nečim novim, z nečim nepoznanim, neobvladljivim,
z nečem, v čemer morajo v bistvu dejansko še sami sebe najprej najti. In takrat, ko smo mi ranljivi, takrat, ko smo mi v nečem, ki je neznano, rabimo ponavadi velike ene opore za to, da se oprimemo vsaj tistega, kar nam je znano, da lahko splezamo ven. In pri rojstvu otroka sta pa takrat v bistvu oba partnerja ranljiva, oba dva sta v nečem neznanem, vsaj ponavadi, no. Zdaj, če ima kdo že kakšne izkušnje iz prejšnjega, kakšnega zakona je drugače, ampak načeloma sta oba dva starša, se prvič srečujeta s to vlogo, sta oba dva v nečem neznanem, sta oba dva zelo ranljiva, zelo na tankem ledu glede tega, kaj znata, kaj zmoreta, kako pristopati do tega novega bitja, kako en do drugega pristopiti. In če znata s to ranljivostjo že prej nekako shendlati, pa se že prej slišati o teh ranljivih momentih, verjamem, da ima tudi po rojstvu otroka, je to še vse izziv, ampak nekako tudi najdeta potem tisti stik, medtem ko če do rojstva otroka nista imela nekih izkušenj, kako biti ranljiva en ob drugem, sta pa verjetno takrat po rojstvu otroka tako sredi enega morja. Vesta, da morata preživeti, da morata poskrbeti za to novo bitje, ki tam vsak dan, vsako sekundo znova nekaj zahteva, pa hkrati se sam počutiš toliko neboglenega, da bi mogoče takrat najraje štimil nekoga, ki bi še zate poskrbel. Tako da ja, jaz mislim, da je treba prav res tako, da je potreben čas, da zrasteš v tej vlogi, da se znajdeš, da ugotoviš, sredi morja sem, vse se maje, na nestabilni barki sem, ne vem, kdaj se bo potopil, ampak okej, glej, se eno ravnotežje pa vseeno lahko najdemo, si se pa na trenutke vseeno malo umiri. Tako, da mi v bistvu začnemo se na novo prilagajati na vse to, sebe najdemo v tej situaciji. To se mi zdi ena taka popotnica, ki bi si jih želela za vse pare, ki pridejo, oziroma za vse mlade starše, in se mi zdi, da je to tisto, kar jih tudi najbolj nese, da kar naenkrat so sam tam sredi morja in potem tudi to stisko pridejo na terapijo, če že ne. Kako zdaj sredi tega morja preživeti? In dejansko ni navodila, dejansko morata iti same dva čez to, je pa veliko lažje, če nas pri tem nekdo sliši. Je pa res, da smo se sploh v zadnjem desetletju, se mi zdi, začeli ogromno ukvarjati s temi porodi, z nosečnostjo, tudi s partnerstvom, s pripravo na partnerstvo, na nek zakon, na neko starševstvo, starševsko vlogo. In mi je prav zanimivo, kako to, da smo se začeli toliko tega zavedati, da je to potrebno, da na en način smo se ljudje tako oddaljili od narave, da so te porodi, se mi zdi, v bolnišnicah res nekaj čist nehumanega, in hkrati smo začeli v bistvu iskati neke poti nazaj do tega, kako čim bolj ohraniti porod kot nekaj naravnega, kot nekaj pristnega, kot to, kar v resnici je. Tako se mi zdi, da glede poroda, oprosti, samo še to, ampak je tako, dokler ne rodiš, imaš to v mislih kot neko, kot da greš služiti nek vojaški rok, kot nekaj groznega, nekaj obveznega, ki moraš nekam iti, nekam, v eno ustanovo in te tam tretirajo čisti nebogljen. Po drugi strani pa porod spet ni toliko nekaj čudnega, nenaravnega, nekaj, kar pač moraš odslužiti, ampak je dejansko nekaj, kar naj bi bilo naravno, nekaj, kar naj bi dejansko telo samo pomagalo pri temu, ali se motim. Ja, glih, to nas v bistvu najbolj žalosti, ta strah, ki jih v bistvu zdravstveni delavci, ne vem, še najbolj ginekologi, tudi babice, povzročamo v porodnišnicah ženskam, in pač to se seveda zdaj z vsemi mediji tudi prenaša naprej, ali pa čisto ustno od ženske do ženske. Kako se mi ne znamo v bistvu prilagoditi ženski in njenim potrebam, ampak svoj sistem, nek porodnišnični sistem, pač probamo vsiliti vsaki ženski, čeprav so vsi drugačne, med sabo. In glih to je, včasih so rojevale doma, jim je pomagala ena z vasi, ki je imela pač največ izkušenj, ni bilo nič ležanja na posli, pač rodila je tako, kot je hotela, tako, kot je sama čutila, ne vem, če je hotela hoditi, je hodila in zraven rojevala in tako naprej,
Zdaj potem s to bolnišnično oskrbo je pa prišlo do tega, da smo si nekako zdravstveni delavci podredili vse ženske, zato mogoče, da bi imeli tudi večji nadzor, da bi bilo manj smrti. Hkrati pa tudi smo nekako pozabili na ta naravni vidik, kako da ženska potrebuje vedeti, kam gre ona, da ona ne more kar v nekem neznanem okolju se sprostiti, pa tam v bolečinah rojevati, čeprav glih te bolečine se to, bi mogoče potem še kakšno besedo namenila, izhajajo prav iz tega strahu pred neznanci, ker smo v bistvu mi, kot zdravstveni delavci, pa tudi strah tam v nekem novem okolju, ke v bistvu ti prej ni znano, vidiš toliko aparatur, ke jih prej nisi še nikoli v življenju videl, in logično, da ti ni najbolj prijetno tam, a ne. In se mi zdi, da ke se je pa to spet začelo, ke se zdaj začne, si rekla nekih 10 let, nazaj, da so se začele ženske že malo bolj ozaveščati, da to ni kul, da se ne smejo pustiti temu sistemu, in se čisto strinjam z njim in bi ful rada tudi, vsem ženskam res položila na srce, da naj raziskujejo že med nosečnostjo, kakšen porod si želijo, kje si želijo roditi, zato da bojo to tudi potem znale povedati zdravstvenim delavcem. Pa tudi, ne vem, da bi se prej začele tudi one majčkeno bolj angažirati, da pridejo k nam v porodnišnico pogledat porodne sobe, da se mogoče seznanijo vsaj s prostorom pa z delom kolektiva. Se mi zdi, da bi jim bilo potem lažje. Zdaj v povezavi s tem pa so se potem tudi začeli, pač izvajati ti porodi na domu spet nazaj. To je pa tako, a ne, pač ženska mora sprejeti določena tveganja, tako čisto, nima take oskrbe, kot bi jo lahko v, bolnišnici imela, če bi pač, če bi šlo med porodom kaj narobe. Hkrati pa je pri porodu na domu en velik plus, ke ženska ima v okolju samo tiste osebe, ki jih spusti v hišo. Ženska, to se pravi najbrž tiste, ki jih pozna, ne spušča kar nekoga. Pa ženska pozna čisto svoje okolje, je tam najbolj sproščena, a ne, je v domačem okolju, pač, ve, kaj in kako je hrano, ke ji paše in tako naprej. In se mi zdi, da to veliko pomaga pri tej tudi porodni bolečini, da se jo malo odmisli, da se bolj sprosti na splošno, no. Tako. Ja, da imamo več tega občutka, da lahko poskrbimo zase, a ne, doma, da imamo to pravico, da poskrbimo za svoje telo, ker čim pridemo pa nekam v eno porodnišnico, imamo pa občutek, joj, zdaj smo tam v napoto, zdaj nimamo pravice, ne smemo zahtevati, ne smemo tega vnaprej priti pogledati, a ne. Jaz ne vem, koliko nosečnic sploh ve, da imajo možnost ali pa pravico priti nekam pogledati, kako bo izgledala porodna soba, a ne, ali pa, a ne, verjetno se čutiš čisto, da te bojo, ne vem, nagnali ven in rekli, kaj je z vami, kaj sploh delate tule. Sploh ni tak odnos, ali kaj? Ne, mislim, se mi zdi, da če bi ženske izrazile željo, saj ponekod se to že da, no, lahko pridejo pogledat seveda porodno sobo, spoznati, določene babice in tako. Tudi zdaj je omogočeno v nekaterih porodnišnicah, da ženska si izbere, katero babico bo imela takrat prisotno, pa pač tista babica takrat pride v službo. To po navadi niso glih čisto zaposlene, v porodnišnici, ampak so te babice samo, lahko tudi jih najameš kot spremljevalke med porodom in potem z bolnišnico oziroma porodnišnico podpišejo neko pogodbo o sodelovanju. Tako da možnosti so, je pa res, da jih mogoče premalo poudarjamo, a ne. Da bi lahko delali več na tem ozaveščanju, za pač vse ženske. Ja, ker to je res nekaj, kar vemo, da se ves čas dogaja, a ne, da bojo ves čas bojo nova rojstva, ves čas bojo ženske rojevale in se srečevale s tem, a ne, pa hkrati spet to so kar neke stvari, ki so utečene in ke tako je in ke se o njih ne govori dovolj. Po drugi strani pa slišiš zdaj čedalje več teh zgodb, kakšne muke so doživljale
nosečnice med porodom, koliko enega trpljenja, koliko enega nasilja, tudi prav nasilja, celo fizičnega nasilja, ne, od pritiskov do tega, da gre v bistvu vse kontra njihovem telesu. In verjetno ta strah še dodatno zakrči pol telo in ne moreš poslušati ne sebe, ne tistih, ki so okrog tebe, ne otročka, ne nekih, a ne, kar po mojem rata, to je ena cela zmeda, no, tako da. Ja, to je čisto res, no, tako. Dostikrat smo odgovorni v porodnišnicah tudi za kakšne travme, ki jih povzročimo ženskam. In se mi zdi, da pač na to ne smemo biti ponosni in se ful dela tudi na tem, da se prekine to nasilje nad ženskami. Ampak se mi zdi, da bi mogli prihajati neko z obeh strani, neko iniciativo z obeh strani, da bi tudi ženske mogle malo bolj prevzeti nadzor. Poleg tega bi pa mi ta nadzor mogli pač spustiti ženskam, da bi lahko ženske pokazale to moč, ki se v bistvu jim rojeva med samim rojstvom oziroma med porodom, ne, ker takrat so ženske najbolj v bistvu močne. Sploh pridejo v neko stanje, v katerem najbrž še nikoli niso bile, in če to znajo dobro izkoristiti, potem je porod res lahko lep, ne samo boleč. Ja, tu imam tudi danes še eno vprašanje zate, ampak bi se k njemu vrnila malo kasneje. Zdajle bi v bistvu izpostavila to, no, koliko je prijetno slišati, da nekdo prevzame odgovornost oziroma da tudi upa govoriti o nekih travmah, ki se zgodijo tem nosečnicam, ker se mi zdi, da redko kjer zdravnik ali pa redko kjera babica, porodničar sprejme to odgovornost, pa si upa o tem govoriti, ne. In tudi iz tega ven mislim, da prihaja do tega občutka, da nimamo pravice ženske se tam za svoje telo postaviti, ker vsaj čist v bistvu to ni iz terapevtske prakse, ampak čist iz takih, bi rekla, odnosov s prijateljicami, no, recimo, kar se pogovarjam, mi povejo, da pri prvem otroku so res bile tako, a ne, samo povejte mi, kaj moram narediti, kako, zakaj, zaradi tega, ker je to za njih bilo nekaj novega, ne, samo da pač damo tega otroka čim boljši in čim bolj varno in lepo na svet in sploh ne razmišljajo vse, pa ne. In šele pri drugem porodu ponavadi, ne, ki pa že malo imajo izkušenj pa enega znanja, pa ki vejo, kako izgleda, so pa veliko bolj asertivne, pa se upajo zase postaviti pa reči, ne, to pa ne, a ne. Ali pa nekatere celo pri ne vem katerem porodu šele, a ne, ampak rabimo imeti vsaj kakšno to izkušnjo, da vemo, kako bo to sploh izgledalo, ne, ker drugače verjetno težko zase postaviti, no. Ja. Ok, pa če greva naprej, omenila si prej tudi to, da ti je všeč ta tranzicija, kako v bistvu postane ženska mama in kako je, ko pogleda tistega otročka tam, in se mi zdi, da mama itak postaja že 9 mesecev prej zaradi vseh teh hormonov, vseh teh sprememb, ki se v njej dogajajo. Kaj se v nosečnosti dogaja z njo, no, z žensko? Zdaj ponavadi nosečnost razdelimo na to prvo, drugo pa tretje tromesečje. V prvem tromesečju je dostikrat samo sprejemanje pa nekako privajanje na nosečnost. Zdaj zelo je odvisno, ali je to prvo tromesečje lepo ali ne, od tega, ali pač vse poteka normalno razvoj otroka, ker takrat se v bistvu ugotavljajo te ključne takrat se razvijajo tudi ti ključni organi in so ženske, se mi zdi, tako najbolj na trnih, no. Poleg tega pa, ali je bila nosečnost pričakovana ali ne, ali je bila zaželena ali ne in tako naprej. Potem v drugem tromesečju pa nekako se mi zdi, da se začne ženska zavedati, da ta otrok ni samo del nje, ampak da bo postala tudi samostojna oseba. In tule je v bistvu dosti zanimiva tranzicija, ker ženske ne govorijo samo o sebi tako v prvi osebi, ampak dostikrat izpostavljajo tudi že kar svojega dojenčka, kaj bo on, kako bo on, že začnejo razmišljati o prihodnosti. Zdaj v tretjem tromesečju je pa fokus res samo na porodu. Dostikrat se pojavljajo tako malo nasprotujoča si čustva. Ženske imajo rade tega otroka,
ga sprejemajo z neko ljubeznijo, ampak hkrati so pa toliko naveličane tega mogoče nelagodja proti koncu, a ne, ker so trebuhi že veliki, ker jih mogoče katero začne križ boleti, pa tudi druge značilnosti se lahko pojavijo oziroma težave. In se mi zdi, da lahko doživljajo hkrati srečo, pa neko neobdobje, ki želijo čim prej končati to nosečnost, da bojo spoznale pač končno tega svojega otroka. Je pa res, da je v 3. tromesečju najbolj značilno to nihanje hormonov, a ne. Ženske so dostikrat lahko razdražljive, se zjokajo, tako niso glih čisto stabilne, no. Prav zaradi tega, ker so hormoni že tako na visokih ravneh, hkrati se dogaja že marsikaj v telesu in je en tak znanilec, da bo kmalu porod, pa da bo vse drugače po porodu. Polona, drugače ti hormoni vplivajo tudi na to spolno potrebo, da so večkrat ženske pravijo, da so takrat zelo velikokrat vzburjene in si želijo veliko spolnosti. Ok, moški nekateri se tega bojijo, ok, spet drugi to z veseljem sprejmejo. Ampak a je sploh varna ta spolnost med nosečnostjo? A je to sploh res v bistvu, no, da so ti hormoni vplivajo tudi na to vzburjenost, ali je to samo toliko nekega adrenalina že v telesu, da pol se to kar zameša? Ja, zdaj spolnost med nosečnostjo je varna, v bistvu od prvega dne do zadnjega dne. Zdaj spet bom malo delila na to prvo, drugo pa 3. tromesečje, zato ker se mi zdi, da glih v 1. tromesečju je ženskam ponavadi slabo, ta jutranja slabost je zelo značilna, no, se počasi privajajo na to nosečnost, ne vejo čisto točno, hkrati pa jim tudi velikokrat partner da neke take signale, da nekako partnerji čutijo neko prisotnost tretje osebe, pa se lahko tega ustrašijo med pač samim spolnim dejanjem, ali pa mislijo, da lahko poškodujejo otroka. In to prvo obdobje je res bolj privajanje na samo stanje. Zdaj v drugem obdobju pa se zelo zviša nivo oksitocina, a ne. Zdaj ta oksitocin, lahko mu tudi rečemo hormon sreče, naredi žensko nekako tako seksualno neustavljivo. Ženska si takrat najbolj želi imeti spolnosti, tudi ponavadi moški, ki vidi žensko samozavestno, kako dobro napreduje v nosečnosti, se počasi začnejo malo mehčati in takrat je najbolj noro, no, tako bom rekla. Tudi če se spomnite tistega prvega podcasta, ko smo govorili o zaviralcih, veliko žensk šele med nosečnostjo odstrani nekatere zaviralce in se šele prvič tako dobro sprosti, da lahko doživi orgazem. In je to lahko za žensko res eno tako noro obdobje, no. Zdaj v 3. tromesečju je pa spet ta nekako okornost, velik trebuh, ženska želi čim prej, da je konec te nosečnosti in tako je že malo naveličana in zaradi tega mogoče spet malo pojenja ta spolna sla. Ampak še vseeno pa babce načeloma zelo priporočamo tudi v 3. tromesečju spolne odnose, predvsem take spolne odnose, da ženske doživijo zraven orgazem, zato ker ob tem se pač sprožajo neverjetne količine tega oksitocina, ki je pa naravni spodbujevalec začetka poroda. Torej, ja, tudi vsem ženskam, ki se jim podaljša nosečnost, svetujemo res spolne odnose z orgazmom, zato ker je to najbolj učinkovit pa najbolj naraven način, da se pač nekako začne porod dogajati, da se sproži porod. Ampak ni pa možen, da je prezgodnji porod? Ne, ne. To je pa naše telo tako dobro funkcionira, da ne. Polona, je pa še se mi zdi nova stvar, o kateri se je začelo zadnje čase veliko govoriti, in sicer orgazmični porod. In bi te prosila, da še o tem nekaj poveš, ker se mi zdi to tako še ena tudi velika tabu tema, no, da še o tem se res zelo malo govori. Pa dejansko je možno, ne, da je porod ne samo mučen,
ampak celo, kaj pomeni orgazmičen emo? Ja, tako, ko so se prej pogovarjali, ne, ta medikaliziranost, pa ti rutinski postopki, novo okolje v porodnišnici, glih ta orgazmičen porod zelo zaustavljajo, tako da ga v bistvu nekako v porodnišničnem okolju še nisem slišala, da bi ga ženska lahko doživela. Prav zaradi tega, ker pride ženska s tokim strahom, ko vpliva na našo pač možgansko skorjo in v možganski skorji se pač zniža ta prag bolečine in ženska doživlja med porodom predvsem to bolečino med popadkom. Kadar pa ženska toliko pozna svoje telo, odstrani te strahove in se res dobro pripravi na porod, so ji pa popadki lahko ne samo bolečina, ampak nek užitek, neko pričakovanje nove osebe, in to jo lahko pripelje do takega vrhunca, da med porodom doživi tudi orgazem. To niso tako pogosti primeri, no, ampak še vseeno se mi zdi, da je predvsem tukaj to, da se ženska pozna, pa mogoče tudi, da jo partner pri tem podpira. Tako mora poznati res vse, kaj se ji dogaja v telesu in samo s tem bo lahko doživela ta orgazmičen porod. S strahom, z nekim bolečinam pa pač to seveda zavira. Tako da, ja. Prav je fino že pred nosečnostjo trenirati, kako se v spolnosti dejansko poslušati, kaj rabi en partner, kaj drugi partner, kako sinhrono delovati. No, itak je spolno že tako sama po sebi eno tako zanimivo področje, no, kjer se itak redno učimo te intime in tega približevanja, ampak evo zdaj slišimo, da je dejansko to dobro tudi za potem za porod, da si ga olajšamo oziroma da doživimo mogoče celo orgazmičen porod. To se tako noro sliši, a ne? To so res nore sanje, no, tako bi lahko rekla. Da je toliko enega veselja, vznemirjenja na kupu, da to pol sam še rezultira v orgazmu. Ok, Polona, mogoče sam še za konec te povabim kakšno misel, kako bi nagovorila nosečnice, ki so mogoče v zadnjem tromesečju, pa ki se bojijo tega, ali pa ni nujno bojijo, ampak ki se približujejo porodu, in kako bi njih nagovorila? Jaz bi jim rekla, da naj res probajo izkoristiti ta čas, ki ga še imajo, sploh konec nosečnosti, čeprav je nekaterim že mučno, se ne počutijo več lagodno. Naj probajo spremeniti svoje misli, naj se res zbližajo s svojim partnerjem, ker se mi zdi, da je to en čas, ki ti je podarjen, da lahko zastaviš neko novo življenje in mu podariš res najboljši začetek, ki si ga seveda tudi zasluži. Tako da svetovala bi jim, naj pač bodo to, kar so, naj delajo, kar so si že vedno želele, pa da ne probajo res sprejeti tudi konec te nosečnosti, ne samo kot z mislijo o bolečinah ali pa strahom, ampak tudi z mislijo na eno tako lepo zgodbo, ki se jim bo takrat odvijala. Na najbrž nekaj neponovljivega, zato ker nikoli ne bo več noseča z istim otrokom. In kot vemo, vsak porod je drugačen, tako da naj se poroda tudi veselijo. Tako. Super, Polona, ful hvala za vse tele odgovore, res mi je všeč, da lahko tako z nekom sproščeno govorimo o teh temah, in jaz verjamem, da smo tudi marsikomu dale, da smo jih opremile, no, za to obdobje, ker tudi vsako obdobje se v bistvu, ki se konča, prinese nekaj novega oziroma vsaka novost, a ne, tako kot starševstvo, hkrati to pomeni tudi konec enega partnerstva, kjer sta bila prej sama, in dejansko so to ene spremembe, ker se moramo na njih privaditi, skupaj z njimi odraščati, skupaj z njimi se razvijati in imeti eno tako popotnico, kot so neki tesni odnosi, se mi zdi, da v teh obdobjih res veliko pomenijo.
Pa bi jaz še tebe za konec nekaj vprašala. Kaj bi pa ti svetovala nekim parom v nosečnosti? Kako bi se lahko bolj psihološko pripravili? Mogoče ne samo nosečnica, ampak tudi oče. Meni se zdi ključno to, kar so mogoče že prej pri spolnosti povedale, da se tudi čisto čustveno zanimata en za drugega, da se spoznavata, da vesta, kako deluje vsak od njiju, čisto v smislu, kaj nekoga razjezi, kje se povežeta, kaj jo razneži, o čem se strinjata, o čem se ne strinjata, ker čim več teh stvari, ki bosta vedela, spoznala eno drugemu, bolj bosta opremljena za te spremembe, ki jo čakajo, na ta način. Tako da tudi, če ne prijeta na terapijo, mogoče včasih koga skrbi, da bi se v tem obdobju zdaj srečeval z nekimi težkimi temami, pa šel v globino, ne vem kaj prečiščevati, če delaš, ker tudi otrok vse to čuti. Tako da jaz res mislim, da terapija ni nujno, da je samo za neko travmatično predelovanje, ampak da je včasih lahko terapija tudi čist en sproščen pogovor, eno spoznavanje, ker v dolgoletnem partnerstvu rata pol to spoznavanje že tako, nekaj samoumevnega, nekaj, kar pač je rutina se srečati s partnerjem doma, in v tem obdobju nosečnosti se mi zdi pa ključno spet to obuditi, spoznavati, zanimati en za drugega, zanimati za to, kako si dejansko, ne samo, da odgovoriš čisto klišejsko, ja, v redu sem, ampak da se dejansko tudi mi začnemo sami sebe spoznavati, da na ta način tudi lahko potem partnerju čim več povemo. V resnici potem je to ena taka dobra priložnost, nosečnost, da spet malo oživimo odnos mogoče. Ja, absolutno, ja. Se mi zdi, da je to res ena iskrica spet, ki jo lahko izkoristimo, lahko nas čisto razkolje, in tudi veliko parov se mi zdi, da je po porodu tako imajo to obdobje prilagajanja, in ali jih čisto razkolje porod in grejo še bolj vsak v svojo stran, ali pa znajo to priložnost zagrabiti pa nadgraditi odnos, ki je bil tam zgrajen. Super. Ja, Polona, še enkrat hvala ti, mogoče pa še kdaj, Ja, upam. Drugače pa lep dan naprej in se slišva. Adijo. Hvala tudi tebi. Adijo.